Živijo v novem vlogu, tokrat ga malo drugače začenjava, ker sva na poti v to najbližje 50 km stran mesto, kjer si bova sposodila mašino za brušenje lesenih tal. V bistvu morava v spalnici bova ohranila original tla, tako da jih bova samo zbrusila in morava zakitati potem lukance v žebljičkov in poškodbe in potem še enkrat zbrusiti oziroma 3 brušenja bojo vse skupino. Tako da je kar nekaj dela, ampak rada bi to naredila, preden začneva te končne stene dajati gor, končne obloge, zaradi tega, ker se bo vseeno verjetno to kar nekaj prešil, pa bi rajš prej to zrihtala, da ne bo pol vse umazan. Morava pa tudi povedati, da sva včeraj naročila iz IKEA pohištvo. To pomeni, da je praktično celo pohištvo za celo stanovanje zdaj že na poti, oziroma že naročeno, vključno s kuhinjo. Prišlo naj bi čez 2 tedna, tako da zdaj se je začela res bitka s časom, da probava čim več do takrat zrihtati, da bo čisto vse že narejen, da bi samo še sestavila pohištvo, sigurno ne bo. Ampak ja, probala bova v čim večji meri, sploh spalnico, da bova lahko tja pa zložila vse te škatle in ja, potem upam, da do konca meseca zrihtala vse skupaj. Z brušenjem sva končala, na koncu je trajalo kar precej dlje, kot sva mislila. Včeraj sva delala do polnoči in danes sva že ob 8 zjutraj začela, da bo to do 2 nazaj v mesto pripeljala, ker se plačuje na 24 ur, tako da sva hotela v enem dnevu se zrihtati. Je pa drugače ful dobra mašina, v bistvu sva začela z 60 brusnim papirjem in nato šla mogla biti pol na 100, pa na 120, ampak stotka so nama zgleda po pomoti dali napačne, tako da smo šla poli 60 direkt na 120, ko smo mogli iti malo večkrat čez, tako da tudi zato je malo več časa vzel. Poleg tega so pa tudi letvice ful tako valovite, tako da smo na začetku mogla po diagonali, da sva jih zravnala, da se je pol sploh dali normalno brusiti. Drugače pa deluje tako, da ko moraš ga zapeljati in potem počasi spustiti dol, tako da se lahko spusti dol ali pa gor, ampak je treba biti zelo previden, da ga počasi spustiš in da se že premika, ker če ne ti takoj luknjo naredi v tla, sploh na začetku z bolj grobim brusnim papirjem. Ampak ja, sva mislim, da kar v redu uspela narediti in sva zelo zadovoljna. Zdaj nisva pohitala sva lukance od žeblov, nisva pa teh med letvicami lukanj, teh vodoravnih. Nisva hitala zaradi tega, ker v bistvu so nam odsvetovali, ker les zelo diha, sploh tukaj, ker so temperaturne razlike zelo velike, se tudi zelo razteza en krč in ponavadi tisti te kiti, ki zafilajo te luknje, znajo pol s časom razpokati in ven lest.
Plus tega je pa tudi zelo, zelo težko ujeti čez isti ton barve. Tako da je pol še ful bolj grdo, so tudi ene slike videla, no res ne izgleda lepo, da so pol te fuge drugih barv. Zdaj, zelo sva zadovoljna s trenutnim izgledom, ampak ni še čist končen. Švedi zdaj zelo redko lakirajo ta tla, ampak jih bolj voskajo, ker je to malo bolj za les, malo manj ga zapre, pa tudi če kaj pade čez, se ne pozna toliko lažje sanirati, lažje sanirati, če se kaj opraska. Tako da zdaj bo še tudi to navoskala, ampak šele kasneje, ker zdaj bo pokrila ta tla, ker morava še malo druge stvari, še zidove zaključati in tako. Tako da vosek pa ne sme biti 3 tedne čist pokrit, mislim, ni dobro, da ga takoj pokriješ, čeprav se posuši zelo hitro, ampak vseeno, da se res to 100% posuši, pa traja 3 tedne in lahko zelo potemni, če ga prehitro pokriješ. Verjetno bo vzela transparenten vosek, tako da na koncu bo izgledal ta les tako nekako, ker da bi ga zmokro kar pobrisal, mičkam bo bolj temen, pa malo bolj se v svetu. Tako da se že zelo veseliva tega izgleda končnega in ful sva zadovoljna s tem napredkom, da se končno dogajajo stvari, ki se res pozna velika razlika. Delati zaključne panele. Juhu!
utrujena. Včeraj sva zaključila s temi paneli, kar pomeni, da zdaj že kar zelo dobro vse stene izgledajo, nikjer ni več unih OSB plošč ali pa brun. Tako da sva zelo zadovoljna, je pa res, da sva to delala en teden in da sva delala cele dneve, res sva ful utrujena. Samo včeraj sva recimo delala od 6 zjutraj do pol 10 zvečer, od tega sem imela 1 uro pavze za kosilo. In ja, res je že zelo naporno, ampak hitiva zato, ker v ponedeljek, danes je četrtek, pride vodovodar, ki bo namestil radiatorje, midva pa morava prej še pobarvati stene, ker potem, ko bo radiatorji, jih ne bova mogla. Ja, ne bova sicer vseh sten barvala, samo en del, tako da ni ful velik dela, ampak ja, bo pa nekaj ur vsaka runda trajala, upava, da čim manj, ampak verjetno bomo mogli 3-krat prebarvati. Barvo sva sicer že kupila, ampak so zdaj na enem majhnem kosu panela probala 2 sloja nanesti, kar je tako malo, mogoče bi celo bilo dovolj, 2 sloja, ampak vsem je bilo boljše, da bi bil tretji. Ampak če bi bil samo ta sloj problem, verjetno ne bi šla danes, bi se s 2 zadovoljila, ampak tudi te paneli so zelo taki gladki, tako da se barva v redu prime, ampak če tako zelo na grobo z nohtom recimo podrgneš, se hitro malo odkruši stran, čeprav sva vzela najbolj grobe panele, kar so jih imeli. Tako da ja, zdaj greva v trgovino po primer, to pomeni, da bo en nanos pod osnovno podbarvo, da se bo dobro prijel na ta panel. In ja, itak mislim, da če bo vse po sreči, bojo noter lahko v ta primer zamešali malo pigmenta, tako da bo, sicer ne bo čisto ista barva kakor končna, ampak itak pol še 2 sloja končne prideta, ampak bo pa ista barva v principu, tako da bo že delovalo to kot prvi sloj, tako da bo ubila 2 muhi na en mah. Včeraj nam je ratalo pobarvati s temeljno barvo in kuhinjo in dnevno, oziroma del dnevne in celo kuhinjo. No. Sicer se malo slabo suši, tako da bo danes malo kasneje začela barvati, zjutraj sva pogledala, pa še ni bilo čisto v redu suho, tako da sva počakala in zdaj se šele popoldne tega lotevala in bova pozno večer barvala, ampak ja, res ne bi riskirala, da se na koncu kaj ne bi dobro prijeli in dobro posušili. Sva drugače ful navdušena, da končno zadeva dobiva končno podobo. Ja, in ful se veseliva, da danes prvič to ta pravo barvo pobarvava, da vidva, kakšna dejansko je, zaradi tega, ker izbiranje točnega tona, oziroma kako se reče? Ja, odtenka, topline, vse. Ni bilo enostavno, mislim, saj zame ne, Rok se ni več s tem obremenjeval. Jaz sem z unimi karticami prihajala domov in gledala, kako bi izgledali. In na koncu sem določila in se Rok pol tudi strinjal z eno barvo, ki bomo videli danes, oziroma jutri, ki bo še enkrat dokončno pobarvala, a je bila prava odločitev ali ni bila. Ja, je pa zelo težko zbrati tudi barvo, ker tudi z kartico malo težko vidiš, plus tega, če priješ sem, ker so vse temne brune, čisto drugače izgleda ona kartica in od svetlobe je ful odvisen, tako da res upava, da bo v redu. Ja, imamo pa tle 2 panela na mizi in ju barvava posebej zaradi tega, ker je ob steni cev stara, radiatorska in je to blizu stene, da ne bi mogla ščopičem zadaj priti, tako da sva jo že odrezala na mero in vse prištiman,
pobarvali jo bova tukaj in potem dala noter na koncu. Da bo pol končno zares končna podoba. Evo, midva sva končno zaključila z zaključnimi sloji zapiranja sten. V resnici so na koncu tudi te paneli malo dlje časa trajali, ker sva pričakovala, mislim, sva en teden jih delala vse dni v tednu. Tako da se je res malo vlekel, ampak predvsem zato, ker so sicer zelo široki, 60 cm imajo širine, tako da kar veliko pokrijejo, ampak glih zaradi tega tudi zmeraj pride ali kakšna doza na to površino, ali je okno, ali so vrata, tako da je skozi treba nekaj meriti pa izrezovati. Še posebej s tem malim hodnikom so se ful dolgo ukvarjala, ker je sicer velik sam 6 kvadratov, ampak ima 6 vrat, tako da tam je bilo res zelo, zelo veliko ene za. Potem so pa še barvala stene, zdaj 3 dni, potem se je tudi tisti primer v redu posušil, tako da sem nadaljevala z delom in sem zelo zadovoljna z barvo, v bistvu je direkt takšna, kakor sva si jo zamislila, tako da sva ful vesela, da dejansko vse izpada tako, kot so bile prvotne ideje. In da vedno bolj domače vse skupaj izgleda in da dejansko zdaj že malo izgleda, kakor da se bomo uspeli sem useliti. Ja, zdaj si že skoraj lahko predstavljamo, da se bo enkrat ta renovacija končala in bomo se uselili noter. Čaka naj bo zdaj še tapete, naj še čakajo, to so oni deli stene, ki so zdaj beli in taki malo čudni, pusti. To je zato, ker so take posebne plošče, ki se na klik res čist pridejo skupaj ena do druge, tako da ni nobenega sloja, nobene reže vmes in lahko pol jih direkt ali premalaš ali pa tapete limaš, tako da mi da bojo limala tapete. In ja, tega se bo lotila naslednjič. Ja, ful se veseliva, ker bo tudi to ful veliko spremembo naredili. Ampak ja, samo to, da veste, da ne bo tako butac izgledal, kakor trenutno izgleda. Ja. No, vsaj takšen je plan, bomo videli. Ja. V glavnem, midva sva ful zadovoljna zaenkrat z najinim izborom materialov in barv in vsega. Tako da upava, da bo tudi naprej šlo tako in da bo kmalu naslednji vlog. Ja, tako da bova nadaljevala z delom, upava, da bo kmalu vlog in ja, se vidimo naslednjič. Dio.